Kurdijci in Judi so se pogosto opisovali kot naravne zaveznike. Dva naroda z dolgo zgodovino preganjanja, razseljevanja in boja za samoodločbo. Izrael je bil edina država, ki je leta 2017 javno podprla kurdski referendum o neodvisnosti. In kurdske zastave so še vedno včasih vidne skupaj z izraelskimi na demonstracijah in kulturnih dogodkih. Toda kljub desetletjem tihega sodelovanja in javnih simpatij v večjem delu regije ima lahko celo odprta podpora odnosom z Izraelom za Kurde politične posledice. V studiu se nam pridružuje kurdsko-švedska novinarka Suzan Kitas, ki se zavzema za veliko globlje strateško partnerstvo med Izraelom in Kurdi, in Jehuda Ben Yosef, predsednik kurdske judovske skupnosti v Izraelu. Rada bi se obema zahvalila, da sta se nam pridružila. Jehuda, rada bi začela z nekaj zgodovine o kurdski judovski skupnosti. Vemo, da so kurdski Judi stoletja živeli v Kurdistanu, ampak koliko te povezave bi rekli, da je še vedno žive v Izraelu danes? Povezava z Izraelom je bila vsa ta leta zelo dobra. Ohranjamo povezavo ne samo s skupnostjo ali državo Izrael, ampak tudi s Kurdi imamo dobre povezave. Kot veste, ko je Mula Mustafa Barzani bil v Kurdistanu, je izraelska vlada poslala vojaka, da mu pomaga pri tem. In povezava med vlado in Mulo Mustafo Barzanijem je potekala prek naše skupnosti, ki je govorila jezik. Kot veste, Judje v Kurdistanu živijo že 3000 let. Potem, ko je bil tempelj uničen, smo se preselili v Kurdistan in ostali tam do 3-krat, ko so kurdski Judi prišli v Izrael. 3-krat so prišli. Prvič so prišli leta 1880. Najprej so prišli v sveto deželo, v Jeruzalem, veste, sveto mesto za Jude, in nato v Al-Roj. To je majhna vasica na severu, 2 sedra. In prihajajo, da bi bili videni tukaj v Izraelu. Potem prihajajo od leta 1926 do 1936. Veliko jih je prihajalo. Moj dedek... Tvoj dedek je prišel? Ja, bil je veliki rabin. Po hebrejsko rečemo Haham Baši, glavni rabin kurdskih Judov v Dohuku. Tako je prišel. Sanjal je, da Izrael obstaja. Zato je peš odšel v Damask. In Damask je bil trend. Za avtonomni trend, ki je prihajal iz Horše in Vašanikre v Jeruzalem. In prišli so v to, kar v Jeruzalemu imenujemo Nehlaot. In temu pravimo Škunat HaKurc, soseska Kurdov v Jeruzalemu. In vsi moji bratranci in strici so bili v Mahtaretu, v boju za Jeruzalem, za obstoj Izraela. Tako da ja, ves ta čas smo bili v dobrih odnosih s Kurdi. Ja. Res ste ohranili odnos. Ampak, Suzana, ko danes govoriš s Kurdi, veš, bodisi so v diaspori ali pa živijo v samem Kurdistanu, kako je Izrael dejansko viden? Torej, Izrael je zelo pozitivno viden. In da odgovorim na to vprašanje, ti bom povedala nekaj o zgodovini moje družine. Torej, v 80-ih letih je iraški arabski režim odločil, da bo izgnal Kurde. Izgnali so približno 500 000 ljudi. Naš zločin je bil, da smo bili Kurdi. Mi smo imeli srečo. Potem, ko so nam vse vzeli, so nam odzeli tudi državljanstvo. Preprosto so nas izgnali v Iran, kjer smo šli v kurdsko regijo v Iranu. Torej so nas izgnali, ker smo bili Kurdi. V Iranu je bila stalna diskriminacija proti nam, Kurdom. Zato je morala moja družina zapustiti Iran in oditi v Sirijo. In govorim o Siriji v času Hafeza al-Asada. Povedala vam bom, da sem živela v Siriji do svojega 12. leta, kjer sem dejansko mislila, da sem Arabka. Zakaj sem mislila, da sem Arabka? Ker v Siriji bi lahko pristala v zaporu. Lahko bi šla v zapor, bila bi mučena, včasih pa celo ubita, če bi odkrito govorila o svoji kurdski identiteti in govorila kurdsko. In zdaj, pred 10 leti, prišla sem v Izrael. Torej, spomnite se, pravkar sem omenila Irak, omenila sem Iran in Sirijo, kjer je kurdska identiteta močno zatirana in diskriminirana. In spomnim se, ko sem pristala na letališču Ben Gurion in me je mejni policist vprašal, ker je v mojem potnem listu pisalo Bagdad. In rekel mi je, ste vi Iračanka ali ste Arabka? In verjemite mi, prvič na Bližnjem vzhodu sem mu rekla, ne,
sem Kurdinja. Ni se mi smejal. Dejansko je rekel, ste iz Zaha ali iz Erbila? Vedel je, kaj je Zaho. Vedel je, kaj je Erbil. Imate več kot 50 milijonov Kurdov, najmanj 50 milijonov Kurdov, ki živijo v tistem, kar imenujemo Kurdistan, razdeljenem med 4 države. Do danes Arabci, Turki, Iranci zanikajo našo pravico do obstoja, medtem ko Izrael priznava, da obstaja kurdski narod. V Izraelu, veste, kot Kurdinja sem ponosna, da lahko rečem, da sem Kurdinja. Ponosna sem, da lahko praznujem svojo kurdsko identiteto, svojo kurdsko kulturo. Torej, da odgovorim na vaše vprašanje, to vam povzame vse. Kartov pogled Ali je to pravilen. razumljeno? Ali Kurdi nasplošno sprejemajo, da je vaša identiteta tukaj sprejeta in celo praznovana v tej državi? Seveda, seveda. Kot je rekla Jehuda, veste, govorili smo o Muli Mustafi al-Barazaniju. Mula Mustafa al-Barazani je narodni voditelj. On je legendaren, vsi Kurdi ga poznajo. Ko je želel priti na zdravljenje, je prišel v Izrael. In pred nekaj tedni sem srečala nekdanjega vojaka izraelskih obrambnih sil. In rekel mi je, s takim ponosom je rekel, ko sem bil mlad vojak, ko sem imel 19 let, sem bil eden izmed vojakov, ki so dejansko varovali Mulaha Mustafo al-Barzanja, ko je bil na zdravljenju v bolnišnici Hadassah. Kurdi to vedo. Veste, v 60 letih, ko so Kurde napadli iraški fašistični režim Baath v Iraku, kdo nam je pomagal? Izrael nam je pomagal. Zato zakaj misliš, da obstaja ta, predstava, da so Kurdi in Izraelci naravni zavezniki? Najprej ti povem, Judje po vsem svetu trpijo zaradi veliko ljudi. V Kurdistanu trpijo, vendar ne veliko. Ne vidiš pogromov, ne vidiš stvari, ki jih počnejo Judom. Ker smo tam v Kurdistanu našli način, da živimo skupaj. In če živiš dobro s pritiskom, kjer so tukaj, tam to gradi povezavo. Mula Mustafa Barzani, ko je prišel v Izrael, želel je nekoga videti. Rekel je, da želi videti Hvajo Gabaja. Hvaja Gabaj je bil nekdo v Tiberiji. Bil je zelo bogat, v Kurdistanu. In Mula Mustafa Barzani se ga spominja kot bogatega človeka. Ja. Ko je prišel, je bil moj stric na mestu, kjer sem zdaj jaz. In danes mi ne. Facebook, Instagram, moraš ga najti. Tako smo našli tega človeka. In imajo majhno trgovino v Tiberiji. On prodaja zelenjavo. In prišli so skupaj in objeli so se. Vsak je objel drugega. Ja, še enkrat. In odpeljajo Hvajo Gabaja v Kurdistan. Naredijo ga za popotnika in se vrne sem. Torej vidite, kakšni so odnosi med ljudmi tam in ljudmi tukaj. Druga stvar, kot veste, sovražniki Kurdistana so tudi naši sovražniki. Torej isti sovražniki in druge stvari, ki v Kurdistanu vere niso pomembne. Si Džud, musliman, Prav, kristjan, kurdska identiteta je jezid. tista, ki je nad tem. Nikoli ga ne vprašaš, katere vere je. Želijo samo vedeti, da si Kurd in da ti je mar za Kurdistan. Kurdi. Torej, rada bi se vrnila k tebi, Suzana, in resnično govorila o tem, kaj je treba spremeniti, če sploh kaj. Mislim, da bi bilo treba to razmerje narediti bolj javno in resnično spodbujati odnose med Izraelci in Kurdi. Vem, da je glede te teme veliko občutljivosti zaradi vprašanj varnosti. Da. Ko je bil Gideon Sar leta 2024 imenovan na svoj položaj, sem živela v Izraelu. In ko je govoril o Kurdih, je rekel: Kurdi so naši naravni zavezniki in kurdski narod je velik narod. Nimate pojma, ta človek je postal prava zvezda med Kurdi v Kurdistanu in Kurdi v diaspori. Jaz kot Kurdinja, milijon Kurdov, res cenimo moralno podporo, ki jo dobimo od politikov, kot je on. To res cenimo, ampak potrebujemo več. Potrebujemo več. Veste, super je, da imamo vse te politične izjave, ampak potrebujemo več sodelovanja. In ja, Kurdi živijo v zelo občutljivi regiji. Ne pravim, da mora biti vse javno, ampak Izrael mora vzpostaviti neposredno komunikacijo s kurdskim vodstvom. In veste, da bi spodbujali močnejši odnos.
Tak odnos, kot smo ga imeli v 60 letih s Kurdi v Iraku. To resnično potrebujemo. In še ena stvar, ki bi jo rada posebej poudarila, je judovska skupnost in kurdska skupnost, še posebej v diaspori. To je odlična priložnost, če bi lahko ti dve skupnosti sodelovali. In prepričana sem, da bi vam Jehuda lahko povedal več. Naprimer, kaj še bi lahko naredili, veste, da bi okrepili ta odnos med obema? Razlog, da so odnosi med Izraelom in Kurdistanom na mizi, je ta, da želi Izrael omejiti ves Kurdistan. Če sodišča rečejo, smo v odnosih z Izraelom, veš, vsi tvoji sovražniki se spravijo nad ubogo avtonomijo. In to bi bila zelo slaba situacija. Kot veš, zdaj prihaja veliko raket na Arbil iz Irana. Druga stvar je, da se ne spomniš, edini predsednik vlade, ki je podprl neodvisnost Kurdistana, je bil Benjamin Netanyahu. Da. Ko je Masud Barzani želel neodvisnost Kurdistana, je edini Podpornik tega. Netanjahu je bil edini po vsem svetu. Da. V redu. Rada bi se obema zelo zahvalila, da sta se nam pridružila. Res je zelo zanimivo slišati o zgodovini kurdske judovske skupnosti, prav tako o vaših izkušnjah kot Kurdinje tukaj v Izraelu. Mislim, da bo vaše delo, upam, prispevalo k nekaterim spremembam. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili. Najlepša hvala. Hvala.